Spoštovani rojaki, dragi prijatelji, vesela sem, da sem danes del vašega praznovanja, čeprav bi si želela, da bi vam lahko čestitke izrekla osebno in vsakemu od vas ponovno stisnila roko. Večkrat me namreč spomin popelje nazaj v lanski oktober na naše sicer kratko, vendar izredno srčno druženje v São Paulo. Priznam, svojo ljubeznijo do matične domovine Slovenije, inovativnostjo in zagnanostjo, da ohranjate slovenstvo daleč na drugi strani oceana, ste me ganili. Še toliko bolj pa me je razveselilo dejstvo, da vam je pandemija in prehod v virtualen svet celo pomagal okrepiti vezi, zato ne dvomim, da boste to ohranili in svoje aktivnosti še obogatili tudi sedaj, ko se razmere vračajo v stare tirnice. Z vami sem v mislih nazdravljala zamrtinovanje, se veselila miklaževanja in praznovala dan samostojnosti in enotnosti. In z vami sem tudi danes, saj če tudi nas loči več tisoč kilometrov, s ponosom vedno znova povem, da ste naši Slovenci. Tako kot naša domovina je tudi Zveza Slovencev v Braziliji lani praznovala 30 let. Vsa 30 letja so obogatena z vašim požrtvovalnim delom, mnogimi lepimi trenutki in verjamem nepozabnimi spomini. Zagotovo pa se je našel tudi kakšen izziv, ki ste ga z dobro voljo in skupnimi močmi vedno premagali. Ker se zavedam vašega nenadomestljivega doprinosa, vam ob tej priložnosti s pomočjo veleposlanika magistra Gorazda Renčelja izročam zahvalo in priznanje Urade Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, za dolgoletno, neutrudno delo za ohranjanje slovenskega jezika in narodne identitete med rojaki v Braziliji in za neomajno zvestobo Sloveniji in slovenski kulturi. Ob tej slovesni priložnosti mislim tudi na vašega dolgoletnega predsednika in človeka, ki je zadnja leta z vsem srcem in ljubeznijo ena od gonilnih sil vaše zveze, predsednika Martina Črnuglja. Zahvaljujem se mu za dolgoletno vodenje Zveze Slovencev v Braziliji, tvorno sodelovanje v Svetu Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu in vsesplošno požrtvovalno delo v slovenski skupnosti. Naj bosta obe priznani, zahvala za vse, kar ste storili v teh 30 letih. Pa tudi spodbuda, da nadaljujete s svojim žlahtnim poslanstvom ter izpolnite vse načrte, ki ste si jih zadali in si jih boste še zadali. Čestitke res iz vsega srca in seveda prisrčen pozdrav iz Slovenije. Danes pa naj vam zaželim le še lep slovensko obarvan večer in prijetno praznovanje.